Ta člen zakona izhaja iz tega, da samo če sodnik izvršuje neko svojo pravico, potem mora pri uveljavljanju te pravice paziti na to, da ni ovirano poslovanje sodišča. Seveda, to pomeni, da se treba najprej vprašati, katero pravico sodniki torej izvršujejo. In tako kot lahko sklepamo iz napovedi, gre za pravico do združevanja in ne za pravico do stavke. To pravico do združevanja sodniki seveda imajo. Ali bo to dejansko pomenilo, da se s tem ovira poslovanje sodišč, je pa seveda odvisno od tega, na kakšen način bodo to izvedli. Tako da to vprašanje seveda bo vprašanje vsakega konkretnega primera. Pravica do združevanja je namreč individualna pravica sodnika. Za razliko od pravice do stavke, ki se vedno uresničuje kolektivno. Tako da, glede teh torkovih protestov, mislim, da ne gre za uresničevanje pravice do stavke. Drugo vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo kasneje, zlasti po 1. juniju, ko sodniki napovedujejo stavko. Za kakšno obliko protesta se bodo pod tem imenom stavka pravzaprav odločili. To ta trenutek še ni znano, mislim, da tudi še sodniki odločitve o tem niso sprejeli, vsaj tako lahko sklepamo iz njihove napovedi, da bodo o tem odločali v tem obdobju do 1. junija. In takrat se bo pa seveda možno potem opredeliti do tega, ali je to v skladu z zakonom o sodniški službi ali ne.